zato, da preživela, sem preživela vse, res. Sem mislila, da že po tistem tlačenju grozdja, da je to nekaj, da hujše ne mora biti, ampak vidim, da Pero in Vid sta sposobna vsega, tako da sem vesela, da se je moj čas iztekel, ker če bi imela še nadaljnjih 20 minut, noč niti pomisliti, kaj bi me čakalo. Zdaj. Sem najprej, ko je bil puding, sem itak pomislila, da je to nekaj surovega, res. Jaz nisem neka postašica mesa, saj ga jem, ampak nisem se neka, ne vem, meso, ne. Tisto je zatipala, da sem rekla, joj, to so kakšni želočki, kakšna jedra, letvička, ne vem, vse živo mi je šlo po glavi in že tle mi je bilo tako, moj bog. Okej, pol je bil puding, je bil okej, ko so bil špageti, je bilo tudi super, ne. Ampak sem zatipala, da so neke tačke, jaz sem hočela niti pomisliti, res, to je travma iz otroštva. Ko sem od stari mami si pač to kurjo župo jaz nabasala in sem šla pač tisto šetko noter in je, tam sem štrlela ven in okej, zabno, tako da, pol je šlo pa sem še napoj in na koncu sem mislila, okej, kaj me zdaj čaka v tej zadnji škari. Ja, definitivno tega ne bom nikoli pozabila, evo, res. Tako da je bila fajna uvertura v moje ponedeljkovo živo oddajo, tako da sem se malo sprostila, pa malo nasmejala, sem preživela Triglav. Ja, sem domov se pripravljala na ponedeljkovo oddajo, tako da malo sem prijetno vznemirjena, moram reči, eno leto se je obrnila naokrog, zelo hitro je minilo, moram reči, ker se mi zdi, da sem še včeraj stala tukaj v tem studiu in vodila finalno oddajo, ampak mislim, da bo fajna nova sezona, jaz se veselim novih izzivov, novi tekmovalci, delno stari komentatorji, Bine seveda, tako da ekipa krasna, super bo. Pa za konec, kaj bi še mogoče sporočila Vidu in Peru? Vidu in Peru, da jima bom vrnila.